Pozdravljeni na drugem izmed letošnjih Nikodemovih večerov, ki nosijo naslov Človekovo dostojanstvo. Na oder vabim Bejo in Marjo s pevsko točko Rasti, rasti, roža mala. Včeraj smo se spraševali, v čem je in v čem ni človekovo dostojanstvo. Kdo je človek in kako je lahko svoboden? Danes se bomo pogovarjali o zakramentu svetega krsta. S krstom je človek osvobojen iz vernega greha. Na začetku krščanstva so krščevali odrasle, kasneje otroke in to je tudi današnja praksa. Nekateri doživljajo krščevanje otrok kot nasilje. Ali je krščevanje otrok res kršitev 41. člena Ustave Republike Slovenije? Je krst otrok blagoslov ali nasilje? Povabim vas, da sodelujete s vprašanji za goste, uporabite liste in svinčnike, ki bodo prav tako kot včeraj krožili med klopmi, vprašanja pa bomo nato predali moderatorjem, ter poskušali na njih odgovoriti. Besedo predajam moderatorju, patru Ivanu Hočevarju. Dober večer vsem skupaj. Kako ste? Vi verjetno nimate treme. Kot je bilo že napovedano, bomo danes govorili o krstu. Postavili si bomo vprašanje, ali je krst prednost ali nasilje. In z mano bodo, oziroma z nami, 4 gostje. Nataša Tkalec, družinska mati, ima 2 sina, je poklicna aranžerka oziroma po poklicu aranžerski tehnik, je velika borka za človekove pravice in tudi za pravice živali. Kar zadeva njen hobi, rada ima motorje, pa trenira tudi karate. Še eno vprašanje za tebe, predno se usedeš. Zdaj, če ni prevelika skrivnost, kateri pas imaš v karateju? Že 10 let, zadnji pred črnim, zato ker sem rekla, da se počasi daleč pride. Pomeni, da te ni strah po noči hoditi po Mariboru? Ne,
ne, to pa niti v odrazno mi že prej ni bilo, zdaj pa sploh ne. In tukaj te tudi ni strah. To pa sicer sem se malo prej okoli pregledala, situacija, sem videla vse, ok, jaz nekaj grem. Dobrodošla. Potem je z nami gospod Vlado Began, je po poklicu pravnik, član koalicije za ločitev države in cerkve. Tudi on je borec za človekove pravice in tudi borec za pravice živali. Izvolite. Še vam eno vprašanje. Glede na to, da ste tudi borec za pravice živali, si predstavljam, da ste vegetarijanec ali pa celo vegan. Da, vegan sem, ja. Že dalj časa? Ja, vegan sem več kot 10 let, oziroma cirka 10 let, vegetarijanec pa že njih 25 let. Verjetno ste iz etičnih razlogov, ne iz zdravstvenih. Iz etičnih, tako, ja. Hvala lepa, dobrodošli. Med nami lepo pozdravljen tudi Milana Frasa, on je družinski oče, ima tudi on 2 sinova, je inženir gradbeništva, član Frančiškovega 3. reda. Izvolite. Spoznate se na frančiškansko duhovnost, zdaj ste gradbeni nadzornik pri jezuitih, pri Sveti Magdaleni, kjer prenavljamo župnišče. S kom je lažje sodelovati, s frančiškani ali z jezuiti? Z jezuiti. Upam, da ni nobenega frančiškana tukaj. Hvala lepa. So pa sestre Frančiška Kristusa kralja, ne? Potem pa vabim na oder še zadnjega gosta, doktorja Romana Globokarja. On je duhovnik, moralni teolog, profesor na Teološki fakulteti, direktor Zavoda svetega Stanislava, drugih stvari pa ne bom navajal. Še tebi eno lahko vprašanje. Si že kdaj slišal za besedno zvezdo prosti čas? Seveda sem slišal. Pa veš to, kaj je v realnosti? Tudi vem, ja. Pomeni, da si tudi kdaj vzameš prosti čas za sebe, kljub temu, da si zelo obremenjen. Brez tega ne bi zmogel živeti, tako kot mislim, da noben normalen človek, ne. Hvala lepa, dobrodošel. Kot ste verjetno že ugotovili, nekatere tikam, druge vikam in tako bo tudi ostalo. Namreč tako je v vsakdanjem življenju, pa naj še tukaj ostane na odru. Upam, da ne bo to koga preveč motilo. Torej, za začetek bomo poskušali za izhodišče vzeti naše izkustveno življenje in tako povabim vsakega izmed vas, dragi gostje, da pove kakšno stvar o svojem osebnem izkustvu glede vere, verovanja, če ste bili krščeni kot otroci, kot dojenčki, če ste imeli versko vzgojo, kako ste gor rasli, kot rečemo tudi po domače. Pa bi kar dal besedo tebi, Nataša. Hvala. Kako sem gor rasla? Bom rekla tako. Krščena nisem bila, čeprav je moj oče bil iz katoliške družine, potem je bil med 2. svetovno vojno partizan, tam je šel malo, bom rekla, v druge vode. Mama
je tudi bila sicer krščena, pa je potem se, bom rekla, prišla do nekih zaključkov drugih, tako da sta se odločila, da mene ne bota krstila. Je pa tak, ne, dejansko sem bila ateistično vzgajana. Meni so rekli, da Boga ni. Pol pri 16 letih, nekje 15-16 let sem bila stara, ker me je pa zelo zanimala narava, moram povedati, pa vse, kar je s tem povezano, se mi je začelo malo čudno zdeti, da bi vse nastalo po naključju, da bi vse to, kar prišlo nekako, nisem ne vem, kjer narobe razumel, nič nimam proti evoluciji, samo kar tak, da bi vse nastalo, se mi je zdelo malo čudno in sem začela iskati, bom rekla, od po Svetem pismu sem čitala druge knjige, ko so bile s tem povezane. In takrat sem prvič, recimo, ko sem Sveto pismo začela brati, videla, da so neke stvari noter, kako bi rekla, ko so drugačne, kako sem jaz poznala katoliško vero, pa kako je noter opisovalo, ne bom rekla, v Svetem pismu. Po dolgih letih raziskovanj bom rekla, da sem prišla do tega, da se smatram za religiozno osebo, ampak ne spadam k nobeni religiji. Ker če bi se hotela odločiti, ne bi mogla reči tak pa tak je, trdim, da dobro veruješ lahko, ampak jaz sem bolj na strani tistega, kar vem ali pa ne vem in kaj na svoji koži preizkusim. Vem še do danes nič, ne, se pa k nečemu nagibam in zato bom rekla, da kaj se tega tiče, sem srečna, da me niso krstili, zato ker se še vedno iščem na nek način. To je to. Hvala lepa, Nataša. Gospod Began. Ja, jaz sem bil krščen kot dojenček, bil sem tudi, kot otrok sem bil tudi ministrant v kraju, kjer sem živel, vendar pa tu ni bilo neke prave vere, to je bila v bistvu samo ta formalna zadeva v zvezi s cerkvijo. Kasneje sem spoznal, da cerkev pač ni to, za kar se razglaša, oziroma da tudi določene stvari uči in seveda pa tudi deluje proti Božjemu nauku in zato sem pred cirka 20 leti stopil v cerkve. Pač sem smatral, da recimo na dva razloga bom povedal, zakaj sem stopil iz cerkve, ker recimo cerkev uči ne ubijaj, če gledamo recimo zgodovino cerkve, sama kri, to je en razlog, če povem na kratko, drugi recimo pa cerkev podpira tudi ubijanje živali, čeprav so tudi živali Božje stvoritve in čeprav je recimo na začetku geneze Bog dal vegansko zapoved ljudem, se pravi, jejo naj samo rastline in ne živali, cerkev tega pač ne spoštuje. To sta bila pač glavna dva razloga, zaradi katerih sem jaz izstopil iz cerkve. To zaenkrat. In ste imeli kakšne težave, ko ste izstopali iz cerkve? Ko sem izstopil iz cerkve, nisem imel, mislim, ko sem izstopil, ta postopek se je vlekel, nisem takoj dobil tistega potrdila o izstopu, ampak imel sem težave kasneje, ko sem začel javno delovati v smislu kritike cerkve, ko sem pisal recimo javna pisma v slovenske medije, sem pa imel težave s tem, da pač sem dobival grožnje, telefonske pisma, grozili so mi z občenjem, žalili so me in to je dolgo trajalo. Dobro, hvala lepa. Kako je bilo pa pri vama? Ja, takole, jaz tudi sem bil krščen kot otrok. Rad se spominjam svojih staršev, pravzaprav njihove vzgoje, ki se mogoče ni toliko kazala skozi besedo, z vzgledom. Mogoče namreč je bil že z 18 leti na fronti in je bil 4 leta v vojski in je bil, kar se tiče pripovedovanja oziroma vzgoje, bolj močeč, je pa za svojo življenjsko držo marsikaj povedal. Vzgoja pri nas ni bila samo krščanska. Jaz sem vesel, da je oče v nas, 3 bratih, prebujal tudi domovinski čut za sočloveka, za pomoč sočloveku. Tako, skratka, odraščal sem v relativno ugodni atmosferi, ki mi je pomagala, da sem potem tudi seveda kot odrasel z veseljem v cerkvi tudi vztrajal in še danes vztrajam kot ponosen kristjan. Me pa zanima, koliko časa ste že
v redu, Frančiška. Veste, jaz sem se poročil zelo pozno, pri 35 letih in takrat sva ženo večkrat nekje pomagala frančiškanom, ne, s katerimi je malo težje sodelovati kot z jezuiti, to sem že povedal. Namreč jezuiti ste nekako bolj povezani, bolj enotni, frančiškani so bili večkrat malo vse v Mariboru razdeljeni. Torej, ko sva se spoznala in poročila pri frančiškanih, namreč so naj kaj hitro povabili predsednik tamkajšnjega krajevnega bratstva, naj je povabil v svojo sredo. Jaz ne vem, ko sva videla, so to v glavnem starejši ljudje, sam ne bi znal zdaj racionalno dogovoriti, kaj naj je tako privabilo, da sva se odločila in vstopila, ne. Mogoče njihova preprostost, njihova utrjenost v veri, ki pa je bila zelo tako enostavna. Skratka, počutila sva se dobrodošlo in sva potem zdaj v tem redu že od 86. leta. Dobro, hvala. Roman. No, tudi jaz sem bil krščen že kot dojenček, potem doma smo imeli eno tako, bi rekel, povprečno versko vzgojo, ne prav preveč zagreto, ampak smo molili, šli k maši. Potem sem bil tako kot gospod Began, tudi jaz ministrant, in ob tem pravzaprav sem doživljal tudi neko lepoto, moram reči, da hkrati tudi kritičnost do cerkve, ki se je potem stopnjevala mogoče še bolj ob študiju teologije, zgodovine cerkve, kjer se potem srečaš tudi z vsemi grehi, napakami cerkve in se sprašuješ, ali pa jaz sem se sprašoval, želim zdaj v tej skupnosti živeti, posvetiti svoje življenje skupnosti, ki je v ta svet prinesla tudi toliko slabega, pa vendar potem, ko pretehtaš lepoto in dobro, ki prihaja, dobroto ljudi, ki so v ta svet pa vendarle vnesli tudi toliko plemenitosti, lahko vidiš cerkev sicer ranjeno z grehom, res v marsičem slabo, po drugi strani pa tudi plemenito dobro, tako da me je potem to vodilo preko raznih premišljevanj, tehtanj do tega, da sem se odločil za duhovništvo. Hvala lepa. Zdaj bi pa se nekoliko posvetili temu vprašanju, kaj pravzaprav krst je. Kako vi gledate na zakrament svetega krsta, kako ga razumete? Pa bom mogoče za začetek prebral, kaj Jezus pravi o krstu oziroma o sami nujnosti krsta. Tale stavek je iz 3. poglavja Janezovega evangelija. Jezus je rekel Nikodemu: resnično, resnično povem ti, če se kdo ne rodi iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Janez 3:5. Potem pa Marko: kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Marko 16:16. Pa mogoče še en stavek iz katekizma Katoliške cerkve, ki pravi takole: čeprav je Bog zveličenje navezal na zakrament krsta, pa on ni vezan na svoje zakramente. Mogoče za uvod, sedaj pa vam prepuščam besedo, da poveste, kako vi gledate na zakrament svetega krsta. Jaz zdaj bom tako rekla, ne, mislim, da si kar v teh stavkih povedal nekaj, kar mene pri krstu najbolj moti, ne. Namreč jaz nimam čisto nič proti, če se kdo krsti. Ampak za mene je krst, tako je rečeno, rečemo, neko prerojenje, neka odločitev, da boš ti šel, recimo za Jezusom, kakorkoli že,
In odločitev ne more biti v tem smislu, da ti krstiš otroka, da dojenčka krstiš, to more biti samovoljno dejanje. Jaz gledam to tako, recimo, če pravimo, da nam je Bog dal svobodno voljo, mi smo vsi Božji otroci. In če je On nam dal svobodno voljo, pa verjetno, jaz vedno pravim, da more grozno trpeti, ko vidi, kaj se tukaj na tem planetu dogaja, ne? Kaj delamo z njegovo stvaritvijo. Zakaj oni ne bi dali otroko? In je pa tak, ne, jaz nimam tudi nič proti vzgoji, neki krščanski, da tako rečem, ne? Ampak ne kot, jaz temu rečem zdaj brez zamere, ampak jaz rečem pranje možganov, ampak kot neko gledanje, svoj vidik, tako jaz recimo svojim otrokom, ko si jim govorila o vegetarijanstvo, veganstvo pozneje, jaz si nisem vsiljevala, oni so se sami odločili, ampak jaz sem jim razložila, zakaj sem jaz postala vegetarijanec, zakaj sem postala veganec, da je to na njih, da ko bojo tako daleč, ko bojo se čutili, če se bojo, če se ne bojo, se ne bojo, ne? In tu jaz isto primerjam, starši lahko z svojim obnašanjem, z svojom držo, s tem, da pomagajo drugim ljudem ali pa drugim bitjem, otroku kažejo prednost tega, recimo, da rečemo, če si katolik, če si v tej veri, ne pa, da ti nekomu rečeš, to boš in nič drugega. On more sam se pri nekih letih, to se tako še bomo potem mogoče pogovarjali pri kirih, ampak sam more biti tisti, ko reče, stopal bom za Jezus, stopal bom, kaj z Svetem Duhu sem ponovno rodil, ne pa, da to nekdo namesto mene naredi. Dobro, sej o tem se bomo še pogovarjali kasneje. Hvala lepa. Gospod Began. Ja, za mene je stvar naslednja. Če se nekdo krsti kot odrasel človek, je to njegova zasebna stvar in nimam nič proti, ker je pač on sprejel odgovornost, ki pač izhaja iz krsta, recimo katoliškega krsta ali kakšnega drugega. Seveda je pa čisto nekaj drugega, če pride do krsta otrok oziroma dojenčkov. Mogoče zdaj že malo prehitevamo. Zdaj me zanima samo, kako vi razumete katoliški krst. Ja, jaz ga razumem, bom povedal, krst odraslih ni problematičen za mene, problematičen je pa krst otrok, pa dojenčkov. No, ampak kako vi razumete katoliški krst, kaj vi pojmujete pod tem? Ja, jaz pod krstom pojmujem naslednje. To, da s tem, ko je nekdo krščen, postane član katoliške cerkve, postane član organizacije, v bistvu dobi ene velike obveznosti in v bistvu je to zelo sporno pri otrocih. Dobro. O ostalih stvarih se bomo še kasneje pogovarjali. Kako pa vidva? Ja, Sveti krst je zame pač temeljni sakrament. Osebno ga razumem kot veliko Božjo pomoč meni kot osebi. O tem zdajle veliko več razmišljam z leti, seveda kot otrok, o tem nisem mogel. Sem pa, moram poudariti, zelo hvaležen, da so me starši dali krstiti kot otroka, ker verjamem, da nisem včlenjen toliko v institucijo, kot v skrivnostno Kristusovo telo, ki je več kot potujoči del cerkve. Namreč, jaz se počutim zaradi tega privilegiranega, seveda pa tudi bolj odgovornega za življenje do samega sebe, do bližnjih, do cerkve in do njenega poslanstva. Zato sem tudi kritičen, ker mislim, da ravno zaradi tega temeljnega sakramenta in vseh drugih sakramentov je moja odgovornost v svetu veliko večja od tistih, ki niso krščeni. Seveda me boli, če tisti, ki smo bili krščeni in prejemamo druge sakramente, ne živimo v skladu z evangelijem, z veselim oznanilom, a ne? To se pravi, sakrament v nekem smislu v našem življenju ne deluje. In sam se pač trudim, da bi tega bilo v mojem življenju čim manj, da bi Božja milost lahko delovala po meni in da bi bil koristen član tako družbe kot cerkve. Ja, sama beseda krst v grščini oziroma krstiti je baptizein. Beseda prihaja iz pravzaprav iz besednjaka, ko so barvali obleke in gre za potopitev
nekega kosa blaga v barvo in potem, ko dvigneš kos ven, pride ta kos blaga obarvan. To je potopiti, zato da se pravzaprav spremeni barva. In v tem smislu je tudi krst v začetku bilo to, jaz potopim samega sebe, zato da bi oblekel Kristusa. Krst je zaveza človeka, da želi živeti kot Kristus. In duhovno je krst prav ta poklicanost, da bi živel v svojem življenju podobno, kot je živel Kristus, da bi Kristusove drže postale tudi moje življenjske drže. Postali ste nova stvar, oblekli ste Kristusa, pravi Pavel. In v prvi vrsti jaz osebno vidim krst kot osebno poklicanost živeti tako, kot je živel Kristus, krst, Kristus, krščanstvo. Drugi vidik je potem ta vidik skupnosti, postajam telo, torej včlenjen sem v Kristusovo telo, ki je cerkev. S krstom cerkev nadaljuje Kristusovo delo, torej po eni strani sem osebno poklican, da živim kot Kristus, po drugi strani je cerkev kot skupnost Kristusovo telo in sem včlenjen zdaj v to Kristusovo telo. Sem del skupnosti, ki oznanja Kristusov evangelij. Tretji vidik je pa ta vidik, ki je bil že omenjen, pravni vidik, ki se mi pa meni osebno ne zdi zdaj tako zelo bistven v mojem krščanskem življenju. Je pa ta vidik, da postanem formalno del ene institucije, sem upisan v krstno knjigo, imam pravice in dolžnosti kot kristjan, kot tisti, ki sem krščen. Ta vidik seveda tudi obstaja, ampak zame osebno se mi zdi bolj pomemben en duhovni vidik, ki ga vidim, ali pa sakramentalni vidik v krstu. Krst, kot vemo, je osnovo vseh ostalih sakramentov, ki predstavljajo Božje delovanje v tem svetu. Gre za vero, da Bog v tem svetu deluje in deluje preko vidnih znamen, ki so sakramenti. Zdaj, verjetno bomo še kaj rekli več o tem. Roman me nekoliko kregal, je rekel, da bi mogel kakšnega dogmatika povabiti, da on je moralni teolog, ampak mislim, da si dosti dobro povedal tudi o krstu, ampak kljub temu, da se ne bom izneveril samemu sebi, ki sem ti rekel, da ti bom pomagal, pa mogoče še nekaj informacij o samem krstu. Kot je bilo rečeno, je eden od 3 sakramentov uvajanja, druga 2 sakramenta sta Evharistija in pa birma. To, kot je bilo rečeno, je temeljni sakrament, vrata vsem drugim sakramentom. Po krstu se spravimo z Bogom, Jezus nas spravi z očetom, s krstom se vključimo v cerkev, v občestvo. Pri krstu prejmemo neizbrisno znamenje, kar bo verjetno potem zanimivo tudi za gospoda Begana. To znamenje se imenuje karakter. Karakter usposobi vernike za krščansko življenje. Mogoče nam lahko pomaga tudi ta podoba. Jezus je rekel, jaz sem trta, vi mladike, in s krstom je ta mladika ponovno vcepljena na trto. Glede karakterja bi rekel samo še to, da ga ne izbriše noben greh, niti ne izstop iz cerkve. Torej, s krstom postanemo Božji otroci. Tukaj pred mano je tudi en napis, s katerim smo želeli nakazati tudi, kaj postanemo pri krstu. Torej, še nekaj, Roman, reci. Ja. Zdaj mogoče
midva s Patrom smo skupaj študirali v Rimu, približno v istem času, in najin profesor je bil Filippo Rosato, ne, ki nam je razlagal zakramente, in se mi zdi tako, da imamo včasih preveč tako zakramentalistično pojmovanje, ne. Recimo, zdajle si rekel, s krstom postanemo Božji otroci. Vem, da nam je profesor razlagal tako, ne, kot je prej tudi gospa rekla, mi vsi smo Božji otroci. Vsi smo Božji otroci. Tisto, kar se zgodi pri krstu, je, da mi praznujemo to, da smo Božji otroci. Gre za skupno praznovanje nečesa, kar že je. Nevidna Božja milost deluje in mi preko praznovanja zakramentov ponavzočujemo, pritrjujemo temu svojo hvaležno držo. Ne gre zdaj za to, prej nisi bil nič, zdaj si pa vse, ampak gre za to, da zdaj sprejmem ta zastonski dar. Ne? In krst kot milost pomeni zastonski dar. Pomeni nekaj, kar si jaz ne morem priboriti in ni v tisti gesti, zdaj sem pa jaz kot duhovnik tisti, ki sem zdaj nekoga krstil in zdaj se pa svet obrnil. Ne? Ampak v bistvu jaz vstopam v to, kar pravzaprav ta svet je. Ta svet je Božji. Mi smo Božji otroci. In zdaj s krstom izpovem vero, da verujem v Jezusa Kristusa, verujem v to, da bo življenje vedno zmagovalo nad smrtjo, da je Jezus močnejši od vsakega greha in da bo tudi recimo človek, ki je vstopil zdaj v to novo življenje, zaznamovan s to novo logiko, ki je pač velikonočna logika, ki je logika Jezusa Kristusa, ki zmaguje greh, zmaguje zlo. In če na ta način razumemo krst, se mi zdi, bomo imeli tudi manj težav, ker vidimo, ne, da gre pravzaprav za neko dogajanje, ne gre pa samo za enkraten dogodek. Ne. Ker krstna milost je tudi nekaj, kar je stalna spodbuda, da človek stalno odgovarja. Ni samo dejanje, ki se je enkrat zgodilo, ne, ampak je pravzaprav vemo, zdaj bom že spet prehitel, ne, ampak če gremo pri krstu otrok, starši se obvežejo k temu, ne, da bo ta krstna milost v otroku lahko rasla. Drugače pravzaprav ti sam krst na začetku, ne, kot enkratno dejanje, niti nima nekega pomena, če ni v ozadju. Ne, dobro, zdaj me bo profesor kregal, seveda ima, ne, zakrament kot tak, dogmatično gledano ima en pomen, ampak če mi pa gledamo življenjsko, življenje človeka, pa potem sami zakramenti, če se ne nadaljujejo v življenju, seveda nimajo veljave. Ne. Nataša, mislim, da si hotela prej nekaj komentirati. Jaz se opravičujem, ampak ker moram vedno govoriti o krstu otrok pa krstu odraslih, ker smo pač glede te teme tukaj. Ne? Vse to, kaj ste vi povedali, se z vami 100% strinjam. Ampak, kadar gre za krst za odrasle. Ne? In predvsem, ko ste omenili, ne, krst je praznovanje, krst je to. Glejte, jaz, ko sem se poročila, ne, jaz sem hotela na poroki biti zraven. Jaz sem hotela to zavestno doživeti in to je to, ne. Se pravi, tudi na rojstnem dnevu hočem biti zraven. Ko bom kjerkoli to hočem biti zraven, sploh če je to moj praznik, v tem primeru, če se gre za krst, ne. Tu se mi pa zdi strašno velika razlika glede tega, ne, da se to zgodi pri otrocih ali pa pri odraslih. Še enkrat ponavljam, za odrasle vam dal vse prav. Kar je še najbolj smešno, ko ste rekli, starši so odgovorni za otroka, se zopet strinjam. Samo v katekizmu piše, kar se mi zdi recimo popolnoma v nasprotju za našo ustavo, da je, zdaj pa ne bom vedela na pamet, pa nimam tu nobenih zapiskov, v smrtni nevarnosti je tudi otroka nekatoliških staršev dovoljeno krstiti brez njihovega dovoljenja. Dopustno ali pa dovoljeno, oprostite, se opravičujem, ampak konec koncev, ki se gre potem tukaj za svobodno voljo. Če imajo katoliški starši recimo svobodno voljo tako otroka vzgajati, kdo bo lahko meni mojega otroka krstil, če jaz tega ne dovolim. Ne? Mislim, da bi potem mogli za obe strani veljati enako. Ne? Tukaj jaz vidim to, kaj se bomo bolj pogovarjali, nasilje. Ne? Dobro, hvala lepa.
Samo še eno vprašanje bi rad izpostavil, predno gremo k temu drugemu delu, in sicer vprašanje izvirnega greha. Več ali manj smo vsi slišali o izvirnem grehu, pa me zanima, kako vi gledate na izvirni greh, gospod Began. Izvirni greh, jaz vanj ne verjamem, zato ker ne vem, zakaj bi jaz bil odgovoren za neke dejanja nekih mojih domnevnih prednikov Adama in Eve, ki naj bi grešila in potem sta pač padla iz raja ven. Ne vem, kaj imam jaz s tem in zakaj bi jaz bil že z rojstvom obtežen z nekim izvirnim grehom, ki bi ga bilo potrebno potem s krstom spraviti iz mene ven. Glavnem, jaz v ta izvirni greh ne verjamem in mislim, da je bolj neka izmišljotina kot pa neko realno stanje. Hvala. Nataša. Ja, glede izvirnega greha jaz pravim tak, ne. Za mene je Bog, oziroma moram še to povedati, ne, jaz včasih težko besedo Bog izgovorim, jaz po reči rečem nedoumljivi ali pa stvarnik, ne. Se mi zdi, da ga to bolj opisuje. No, za mene je on poosebljena ljubezen, če lahko tako rečem, ne. In jaz enostavno ne verjamem, da bi poosebljena ljubezen bila lahko manj pravična od mene. In tako je gospod rekel, ne, zakaj bi jaz recimo ne bi nikoli vas recimo obsodila za to, kaj je vaš dedek ali pa pradedek naredil, ne. Za tisto naj on sam odgovarja. Zakaj bi Bog recimo, ne, moje otroke obsodil ali pa mene zaradi nekih stvari, ko so se takrat. Gre se za to, vse mogoče res mi vsega ne vemo, ne. Ampak definitivno pa ne dopuščam možnosti, da bi bila jaz ali pa še marsikdo izmed nas bolj usmiljena od Boga. In zato mislim, da izvirni greh, tu se pa vam pridružujem, ne, da je to ali narobe tolmačeno, ali narobe razumljeno, ali pa izmišljeno. Dobro, hvala za komentar. Bi mogoče še na tej strani preverili? Jaz bi takole rekel, ne, jaz verjamem, da je človek ustvarjen po Božji podobi, kot krona stvarstva, tako kot piše v Svetem pismu, da ima neumrljivo dušo in svobodno voljo. In ravno zaradi te svobodne volje, ne, je odgovoren za svoje življenje. Mora se odločiti. Jaz se moram vsak dan znova in znova v vseh situacijah osebno odgovorno odločati. In kadarkoli se odločam v nasprotju tudi danes z Božjo voljo, vidim, da ubiram težja pota, nevarnejša pota, ne. In pri izvirnem grehu, vsaj jaz ga osebno tako razumem, je človek se odločil za nekaj, kar ni bilo v skladu z Božjo voljo, se je pa svobodno za to odločil. Bog mu ni preprečil tega dejanja. In seveda, ker se je svobodno odločil, zavestno odločil, je za svoje dejanje odgovoren. Zdaj, da to prehaja na nas, žal. Jaz verjamem, da nismo v večni domovini, ampak v začasnem svetu, v začasni domovini, da nas čaka večna domovina in nekaj še moramo upraviti, da do tja pridemo. Gotovo pa je možno samo osebno odgovorno, zavestno. Jaz sem vesel, da sem Božji otrok, ne. In mislim, da starejši, ko sem, bolj sem tega vesel in vedno bolj sem za to hvaležen, ker včasih sem Oče naš izgovarjal kar tako, zdaj ga pa odgovarjam z razumom in srcem. Čutim ta odnos. Želim si polnosti bivanja. Želim si tega povratka. Mislim, da vsak človek je nemiren, kot je rekel Avguštin, vsi iščemo, ampak vsi si želimo polnosti življenja. Vsi se vračamo k izviru, ki smo ga zgubili, a ne? Mi smo ga zgubili po Adamu in Evi in mislim, da je prav, da se zavestno vračamo k temu izviru. No, prav je najprej, da vemo, da Adam in Eva gre pravzaprav za metaforo, gre za prispodobo, gre za razlago o tem, zakaj človek trpi, odkot trpljenje, odkot zlo na tem svetu. In te svetopisemske pripovedi želijo povedati nekaj o našem življenju.
In Adam je pravzaprav vsak človek. In gre pa pri samem izvirnem grehu, tako kot ga jaz razumem, gre pa za eno temeljno izkustvo, ki ga ima vsak človek že od tega, ko je začel razmišljati o sebi, je to, da mi se vsi rodimo v en svet, v katerem je že zlo, greh, nepopolnost, krivica, trpljenje. Vsi se rodimo v tak svet. In zato mi nismo odgovorni. Izvirni greh ni greh v smislu, jaz sem odgovoren za greh Adama ali pa mojih prednikov. Nimam nobene odgovornosti za izvirni greh. Kljub temu sem pa dolžan, nihče od nas ne pride z nulo na ta svet, ampak vsi pridemo že z enim dolgom, zaradi tega, ker je svet grešen, krivičen, nepopoln in izbris izvirnega greha, tako kot ga jaz razumem, je izpoved vere, da jaz zaupam, da bo življenje močnejše od te krivice, da bo pravičnost močnejša od krivice, da bo življenje močnejše od zla, in to izpovem z močjo vere v Kristusa, ne v svojo lastno popolnost. In tukaj je ta razlika recimo med enim novoveškim humanizmom, ki je temeljil na popolni naravni dobroti vsakega, in pa med krščanstvom, ki prav tako temelji na popolni dobroti vsakega ustvarjenega bitja. Torej, vsak človek je, tako kot ste včeraj slišali, brezpogojno ljubljen od Boga, Bog pritrjuje, in tudi celotno stvarstvo, vsa živa bitja, Bog pritrjuje temu celotnemu stvarstvu z brezpogojno ljubeznijo, hkrati pa odrešuje tega, kar je greh že v ta svet vnesel. In tukaj gre, po mojem mnenju, za izvirni greh. Ne samo greh zdaj Adama pa Eve, ker kot sem že rekel, ta Adam pa Eva, to je simbol vsake naše življenjske zgodbe, vsakega greha. Prototip, paradigma pravzaprav greha. Izvolite. Tu pri krstu mi ni namreč nekaj jasno, pa v zvezi tudi s tem izvirnim grehom. Pri krstu se recimo dogaja tudi zganjanje zlega duha, se pravi eksorcizem. Zakaj? Ne razumem, zakaj. Če smo mi vsi ustvarjeni kot Božji otroci, če je Bog ustvaril človekovo dušo, kako se kar naenkrat znajde v Božji stvariti zli duh? Kako? In da bi ga bilo potem celo potrebno izganjati pri krstu. Ali je potem Bog dal Satana v človekovo dušo? A kak je to? Meni se to zdi zelo čudno. Ja. To je pravzaprav najtežje teološko vprašanje. Kako je možno, da ob stvarjenju dobrega Boga, če obstaja samo en Bog in je ta Bog dober, kako je mogoče, da zlo obstaja v tem svetu? Zdaj, sam obred pa krsta pa ravno izpoveduje to vero, da je Bog preko svojega odrešenja močnejši od zla, ki pa je posledica človekovega greha. Tako kot ste vi prej rekli, krščanska teologija, tudi judovska, izhaja iz tega, da je človek svoboden. Torej, da človek ni v Božjih rokah lutka, ki bi neposredno vedno popolnoma odgovarjal na Božji klic, ampak se človek lahko Bogu tudi upre. Posledica tega, da človek ne dela dobro, je porušenje medsebojnih odnosov, narave, od začetka že recimo v prvi paradigmi o Adamu vidimo posledice za človekovo psiho, za družbo, za naravo, za njegov odnos z Bogom. Greh vse to prvotno harmonijo poruši. In s tem, ko pri krstu se odpovemo hudemu duhu, pravzaprav izpovemo, da verjamemo, da je Božja milost kljub človekovemu grehu močnejša od zlega delovanja.
To je ena globoka simbolika. Seveda, zdaj, če mi gremo neposredno, bom rekel, spet zelo tako faktografsko, seveda, in iztrgamo iz celotne zgodbe en del, potem se ta del lahko zdi nerazumljiv. Prav gotovo drži to, da otrok, ki se je rodil, ki ni zmožen svobodnega delovanja, ni grešil in nima osebnega greha. Ne. To je popolnoma jasno. Ne. Je pa sam krst, pa izpoved, še enkrat pravim, tako kot ga jaz razumem, pa kot ga mislim, da razume teologija, izpoved vere v dobro, v Božje, ki je močnejše od slabega, od greha. Hvala lepa. Mogoče za zaključek samo še par misli o izvirnem grehu kot povzetek. Torej gre za prvega človeka. Greh prizadene vse njegove potomce. Kot pravi apostol Pavel v pismu Rimljanom 5:19, zaradi neposlušnosti enega človeka, namreč Adama, mnogi so postali grešni. Tako da katekizem katoliške cerkve imenuje izvirni greh kot smrt duše. Tomaž Akvinski pravi, ves človeški rod je v Adamu kakor eno telo enega človeka. Adam in Eva s svojim osebnim grehom prizadaneta človeško naravo, ki jo predajata naprej v padlem stanju. Kot si že rekel Roman, izvirni greh se imenuje nakopani greh in ne storjeni. Gre za stanje in ne za dejanje, torej nima osebne krivde. Človekova narava zaradi izvirnega greha ni povsem pokvarjena, ampak samo ranjena v svojih naravnih močeh. V človeku ostane Božja podoba, spremeni se samo sličnost v delovanju. Spravi nas lahko samo Jezus Kristus, edini pravični. Pavel pravi namreč, kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. In ta sprava z Bogom se zgodi pri svetem krstu. Tako zdaj smo zaključili ta prvi del in gremo na drugi del. In vprašanje postavljam vam, gospod Began. Vesela novica je, da niste proti krstu, niste proti zakramentu svetega krsta, ste pa proti krstu dojenčkov. Kateri so razlogi za to? Kateri so razlogi, da ste dali pobudo za peticijo proti krstu dojenčkov? Ja, gledajte, krst dojenčkov ni v nasprotju samo s slovensko ustavo, ampak je tudi v nasprotju z učenjem Jezusa Kristusa. On je namreč rekel, to piše, če se prav spomnim, v Matejevem evangeliju, da prvo učite in potem krstite. Torej, dojenčka ti ne moreš učiti, ker vemo, da ni v takem stanju, da bi ga lahko učil. Tudi Jezus se je krstil, ko je bil star, ko je bil polnoletni, ko je bil star, se mi zdi cirka 30 let. Že to so recimo znamenja, da krsta dojenčkov pač glede na njegov nauk ne bi smelo biti. To je recimo ta vidik. Drugi vidik je pa ta, da ima svobodo vesti oziroma svobodo veroizpovedi tudi otrok. Ne samo odrasla oseba, ampak tudi otrok. To izhaja z 41. člena slovenske ustave, ki pravi v tem smislu, da sicer lahko starši vzgajajo otroke versko vzgajajo, vendar morajo pri tem biti to usmerjene v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter njegovo svobodo vesti oziroma verskega in drugega prepričanja. To jasno kaže na to, da imajo tudi vsi otroci svobodo vesti in svobodo veroizpovedi in
glede na to, da dojenček recimo ne more se izraziti glede svoje svobode vesti, pa tudi seveda v stanju ni po naravi stvari, ni dovolj zrel, ni dovolj star, da bi lahko o tem odločil, da je treba s krstom počakati. Po mojem mnenju bi bilo najbolj pošteno, da je krst takrat, ko je človek polnoleten, ker takrat on recimo je dovolj star in dovolj razumen, da lahko dojame, kaj krst pomeni, kam pride, kakšne dolžnosti ima, medtem ko pa pri otroku, recimo pri dojenčku, ki je najbolj kritična zadeva, pa je nekdo že kar z rojstvom praktično padel v neko organizacijo, tam dobi velike obveznosti, niti iz cerkve več v bistvu ne more izstopiti, ker cerkev v bistvu sicer pozna formalni izstop, dejanskega izstopa pa ne pozna. Skratka, krst dojenčkov oziroma otrok po mojem mnenju ni poštena zadeva do otrok in tako sem rekel, je tudi v nasprotju z Jezusovim naukom. Ne vem zakaj, oziroma meni je jasno, zakaj cerkev vztraja na krstu dojenčkov, zato ker to je najlažji način pridobivanja članstva. Ne? Veste, kako bi bilo recimo, če bi država prepovedala krst, pa bi res rekla, v neko versko organizacijo lahko vstopi samo takrat, ko si polnoletni, pravi pa ne. Kaj bi bilo potem? Dobro, hvala lepa. Sklicevali ste se na Matejev evangelij, mogoče veste za kakšno vrstico? Ja, mislim, da je tam, se lahko spogledam, ker vam tule napisano. Tukaj 28 pravi, pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar sem vam naročil. To se pravi, najprej krščujte, potem učite. Glejte, to je zdaj nova Biblija slovenska, imate pa vi stare variante, pa če to šli gledati 500 let nazaj, boste videli, da drugače piše. Boste videli, da drugače piše. No, sej, recimo... Če boste gledati tudi druge Biblije z drugih jezikov, boste videli, da tole, kar je v slovenski Bibliji, ni rečeno, da je tisto, kar je recimo v nemški, ali pa tisto, kar je Jezus rekel. No, sicer pri odraslih je tako, recimo, da se jih najprej poučuje, a ne, recimo je katehumenat 1 leto in potem je krst. Seveda pri otrocih ni to. Mogoče bi Roman nekaj dodal? 28.19. Matejev evangelij. Ja, sej, to sem zdaj prebral, ja. Ja, zdaj jaz res mislim, da je tako, no, da o samem krstu bi lahko razpravljali. To je stvar, ki je stvar ene, tudi teološko gledano, enega, bom rekel, tudi zgodovinskega konteksta. Mi, če pogledamo v zgodovino, tudi v prvo cerkev, torej večinoma do 5. stoletja so krščevali odrasle ljudi, po 2-3 letih katehumenata. Imamo pa že pričevanja že v apostolski dobi, že v apostolskih delih, tudi od 2. stoletja naprej, da so pa krščevali tudi otroke. Cela družina se je dala krstiti, to se pravi tudi otroci. Tako da glede tega tudi imamo določene krščanske cerkve, mislim, da binkošniki, ki krščujejo torej odrasle. Moraš biti star 18 let, da se lahko pri njih krstiš, saj mislim, da je tako. Druga stvar pa je seveda potem verska vzgoja otrok. Ne. Tukaj pa zelo težko, nekdo, ki je veren, bi zelo težko se delal, kot da ni veren, ne? Tako kot se naučimo materinega jezika, ker nekdo z nami začne govoriti slovensko, pa smo mi vsi Slovenci, in je to način našega izražanja, naše človeškosti, na ta način se naučimo, kako bomo govorili in bi tudi, bom rekel, v enem drugem jeziku bi se naučili, bi kakšne stvari tudi mogoče, kultura, jezik te določa, to želim sem reči, ne? In seveda, če si ti veren, ne moreš drugače, kot da otroka vzgajaš tudi v tem. Če se ti Bogu zahvaljuješ za to, da imaš hrano, seveda ne boš zdaj otroku rekel, zdaj pa pej tam, ti boš se pa 18 letih začel odločati, ali boš se zahvaljeval Bogu, zdaj mi se bomo, ali pa mi bomo šli k maši v nedeljo, ker se želimo zahvaliti Bogu za ta teden, pa želimo praznovati skupaj z našimi ostalimi župljani, prijatelji, ti bod pa doma, pa boš, ko bo star 18 let, boš pa šel v to. Ne? Po drugi strani pa seveda drži to in to tudi vsak, bom rekel,
odgovoren starš ve, da spodbujaš pri otroku tiste stvari, ki mu koristijo za njegovo življenje. In tudi vidiš, da so otrok do otroka je različen. In tudi na verskem področju smo različni. Tudi na področju molitve, obiskovanja bogoslužja. Vsi, ki imate otroke, veste, da dva nista enaka tudi na tem področju. To želim, zdaj, da ne bom preveč na dolgo razlagal. Želim samo to reči, da je to del celostne vzgoje. In zdaj sama formalnost, saj v Sloveniji, krst, kot to, da si ti registriran zdaj, če gledamo pravno, niti kakšne velike posledice za otroka nima. Recimo drugače je v Nemčiji, v Avstriji, kjer imajo cerkveni davek in se glede te statistike tudi obračunava potem njihov davek, oziroma je od tega odvisno tudi podpora verskim skupnostim. Pri nas je pač stvar, je sicer krstna knjiga, ampak nima takih posledic. In mogoče sem to še rečem, pa bom pa nehal za enkrat. Recimo v Avstriji in Nemčiji imajo pa te probleme potem, ko se ljudje izstopijo iz cerkve, pa želijo biti cerkveno pokopani na koncu. In uveljavljajo prav to, da oni so sicer izstopili iz cerkve zato, da ne bi plačevali cerkvenega davka, ampak v bistvu so pa oni še vedno nekako čutili s cerkvijo in poznamo pač te primere, želijo potem na koncu pa cerkveni pogreb. In tako, to sem želel reči glede tega. Zdaj, vse verjetno bomo o tem krstu otrok še zakaj, kako bomo še rekli. Zdaj, gospod Vlado, vidim, da komaj čaka, da bo nekaj povedal nazaj. Jaz pa tudi. Mogoče bi dali gospodu Frasu besedo, da poveste, recimo, kaj vi menite o tej pobudi, o tej peticiji proti krstu dojenčkov. No, o tem sem zvedel zdajle, ko ste me povabili na to okroglo mizo, zato prej nisem vedel, moram reči. Veste, po eni strani jo razumem, čeprav jaz si ne delam probleme s to peticijo, ker, kot sem že prej rekel, s tem, ko sem jaz bil krščen, za mene to najprej ne pomeni, da sem član cerkve, institucije, kot se tudi okrat govori, ampak da sem član ali pa del organizma, živega organizma, v katerem so neki odnosi, kot v družini. Tudi ta institucija meni ne nalaga nekih dolžnosti. Sam se odločim, kaj bom počel, koliko se bom tkal, angažiral, Tako da jaz razumem krst pa članstvo v cerkvi, ravno za mene je to dostojanstvo človeka. Največje dostojanstvo človeka je v tem, da si krščen. Za mene je Božja postava nad vsemi postavami. Zdaj sem se Petra spomnil, ko je rekel, Boga je, tako so jih preganjali, Boga je treba bolj poslušati kot ljudi. Jaz spoštujem ustavo, ampak če katerakoli ustava tega sveta gre preko Božje postave, dela svojemu narodu slabo. Tako da jaz mislim pa, da ne vem, jaz zopet ne poznam vseh členov slovenske postave. Meni kot staršu, kot očetu je gotovo po ustavi davana pravica vzgoje in to vzgojo sva ženo in še jo zvesto upravljala in jo še upravljala. Poglejte, mene nihče ni vprašal, ali hočem biti ali ne. To je danost. Nihče me ni vprašal, da se naj svobodno odloči, ali bom Slovenec ali nekdo drug. To je danost. Moji starši so me vzgajali v domoljuba in tudi v krščanski etiki zato, da bi se lahko čim prej osamosvojil in mislil svojo glavo in se odgovorno življenje odločil. Jaz sem jim zato hvaležen za to vzgojo. Jaz nimam problema.
Veste, če bi se otrok lahko svobodno odločal, ali biti ali ne biti, ali biti Slovenec, ali govoriti italijan jezik, ali iti v vrtec, ali ga smem zbuditi, ko je star 1 leto in ga peljati v jasli. Jaz ga peljem, ker vem, da je to recimo najboljša možnost zame in zanj. Moram se odločiti, jaz na mesto njega in to odgovorno. In gotovo pa, mislim, prepustiti otroka brez vzgoje. Jaz si ne znam predstavljati tega sveta, kjer je vedno manj tega dostojanstva, ki je vedno bolj teptano, če vzgoje ne bi bilo državljanske, politične in tudi verske. Tako ne izgleda. Izvolite, gospod Began. Ja, sam kratko bi nekaj rekel. Poglejte, krst otrok, kaj to pomeni v bistvu, če gledamo malo globje? To pomeni, da nekdo določi drugemu Boga. Veste, Bog je vedno osebna odločitev. Najslabše, kar je možno, da ti drug določi Boga. Veste, to je res po svoje zelo neverjetno. Po drugi strani pa, gledajte, imate ateiste, ki so vzgojili otroke v zelo poštene ljudi. Ni potrebno, da si član cerkve za to, da si pošten. Poglejte, če starši vzgojijo otroka v smislu visokih moralno-etičnih vrednot, recimo kot je ne kradi, ne laži, ne ubijaj in to, kar v bistvu izhaja iz 10 božjih zapovedi, pa zlato pravilo, gledajte, bo ta otrok zrasel v zelo poštenega človeka, dobrega človeka in ni potrebno, da je v neki verski organizaciji. Ni potrebno, da si pošten, da si v neki verski organizaciji. Nataša? Ja, jaz bi se, zdaj že bilo toliko vmes povedano, sploh ne vem, kaj vse naj odgovorim. Predvsem bi rekla to, preko ste rekli, kako se bo kdo odločal, recimo, da moreš povedati, da svojemu otroku želiš povedati, če si katolik, vsemu lepotah, pa to, s tem se strinjam. Samo jaz bom dala tu takšno primerjavo, ne? Recimo, da sem jaz rojena na Novi Zelandiji, moj mož pa je, ne vem, nekje na drugem koncu sveta, živima pa nekje na nevtralnem prostoru, rečemo, ne? Jaz bom govorila o lepotah Nove Zelandije, pa ga bom učila tega jezika, moj mož ga bo učil tistega, kaj bo on doživlja, recimo v svoji, kaj zvem, deželi, pa tega. Na otroka je pa potem tisto, ki se bo odločil, ki bo živel. Ali bo ostal na neutralnem prostoru, ali bo šel v Novo Zelandijo, če smo jaz pravilno prikazala, pa če se bo potem tam tudi doma počutil, to je bistveno, ne? Ali pa bo recimo šel tam, ko mu je mož svetoval. Tu je za mene tista svobodna odločitev. In tako poudarjam, jaz nimam nič proti vzgoji otrok v temo. Jaz sem proti temu, da nekdo reče, moraš in tak je. Jaz sem z mojimi otroci tudi dosti o Bogu razpravljala, samo jaz nisem rekla, tak je, tak more biti, ali pa jaz vem, da je tak. Jaz sem z njimi debatirala, jaz sem njim povedala, jaz mislim, da je tak, ali pa jaz čutim, da je tak, ne vem pa, če imam prav. Pridi do svojih ugotovitev, preizkušaj. Tiste, kaj boš najbolj čutil, bo verjetno za tebe ta pravo. Pa še nekaj, ne, kaj se tiče tega, da meni nekdo zapove. Za mene je isto, ko meni nekdo reče, to boš verjel, kot da mi nekdo reče, tak pa ljubi. To se ne da. Vsi vemo, vsi smo bili zaljubljeni, ali pa smo, ali pa še bomo, ali pa kakorkoli, ali mislim, čutimo na nek način ljubezen, ampak vsak ljubi na drug način. In če bom zdaj dala to v primerjavo z poezijo, ko smo jo imeli v šoli, jaz vem, jaz sem sovražila ure slovenščine, ampak to samo zdaj se boste zgrozili, zaradi Franceta Prešerna. Pa ne, da bi imela kaj proti njemu, niti podrazno. Ampak kot otrok tam, ko ti dajo tisto težko besedilo, ko ga še celo težko razumeš na koncu zaradi jezika samega, ne? Kaj sem jaz vedela, za kaj se gre? In sem zasovražila to, nisem več hotela. Potem pa, kaj zvem, pozneje, veste, koga sem odkrila prvi Slovenec, ko je bil meni všeč, ko je pisal, pa dvomim, da ga marsikdo tukaj, mislim, da pozna. Branko Hofman, zbirka Trapec, Viharnik, Slon, Arena. Takrat sem jaz dobila čut za poezijo, ki so ga prej ravno za tem nasiljem zatrli v meni. Pol so mi še celo razlagali, kak si razumela tega Prešerna? Ne, nisi ga prav razumela, tak ga moraš razumeti. Pa kak lahko meni nekdo reče, kak naj jaz poezijo ali pa film razumem, ali pa bilo kaj od tega. In tu je to, kaj jaz vidim razliko, ne v našem gledanju. Hvala. Še bolj je zanimivo vprašanje pri literaturi vedno, ne, kaj je pesnik hotel povedati, ne. To vemo.
Jaz bi rekel, da seveda tudi otrok, ki raste v krščanski družini, ima svobodo. Če ne bi bilo tako, potem bi imeli, bom rekel, vsi kristjani bi imeli krščanske otroke in tako, vsi razumete, kaj želim reči. Torej, svoboda se spodbuja in ostaja, vendar svoboda je nekaj, je odločanje, ko jaz ene stvari poznam. Jaz moram ene stvari poznati, zato da se lahko svobodno odločim. Če ne poznam stvari, seveda tudi nisem svoboden. In se mi zdi, da tisto, kar jaz živim, bom jaz dajal naprej, ne glede na to, ali bom to znal artikulirati z nekimi besedami, z nekimi traktati, ali pa bom to preprosto živel. In otroci srkajo svoje starše, učitelje, vzornike, starejše in to preverjajo. In ko pridejo v čas mladostništva, recimo srednja šola, študentska leta, potem takrat dajo skozi filtre vse te stvari, večina, in se odloči, ali bom jaz to živel ali ne bom živel. In v tem smislu se mi ne zdi kakšna velika nevarnost za tiste, ki so pač vzgojeni na način, ko imajo neko versko prepričanje. Nevarnost bi bila ta, če seveda bi bila to neka sekta, ki nekoga ne bi spustila ven, ne, ko bi mu grozili življenjem, ko bi mu pravice jemali, ne vem kaj. Tukaj pa seveda bi bila nevarnost. Sam jaz ne vidim, da je recimo cerkev organizirana pri nas na tak način, da zdaj onemogoča svobodno življenje državljanov, tako da ne vidim tukaj ene resnične nevarnosti za svobodo vsakega posameznika. Še enkrat pa pravim, da seveda svobodno se lahko odločim za nekaj, o čemer sem bil poučen, v čemer sem bil tudi na nek način vzgojen, torej, da sem neke veščine usvojil, potem lahko vidim, ali bo to nekaj, kar bo gradilo moje življenje še naprej. Gotovo pa ima cerkev nalogo, imamo mi vsi nalogo, da na pravi način posredujemo lepoto evangelija, da ne z nekimi previsokimi traktati, cerkvenimi ali nerazumljivimi koncepti, ali pa tudi stvarmi, ki niso resnične ali pa niso zares take, da gradijo človeka, da take stvari potem predajamo naprej. Tukaj pa moramo biti toliko samokritični, da rečemo, da je veliko predsodkov proti cerkvi pri nas tudi zaradi tega, ker sami ne znamo stvari predstaviti ljudem na tak način ali pa nismo dovolj verodostojni.